Danes predstavljam kandidatko za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospo Matejo Čalušić. Mateja Čalušić je diplomirana inženirka agronomije in je v resnici atipična, mogoče za slovensko kmetijstvo. Atipična ne samo zato, ker je mlajša generacija, ne samo zato, ker je po študiju agronomije se sicer ukvarjala tudi s svojim področjem, ampak predvsem z delom v družinskem podjetju, ampak atipična tudi zaradi tega, ker je zame nova generacija politikov. Politikov, ki ne živijo v preteklosti. Politikov, ki razumejo, kaj pomeni skupnost in ki je v resnici vse svoje življenje, profesionalno in tudi osebno, namenila povezovanju podeželskih skupnosti. Povezovanju, ki pravi, da kmetijstvo samo po sebi ne more biti sebi namen, da je kmetijstvo najbolj bogato takrat, ko je povezano tudi z vsemi ostalimi spremljajočimi dejavnostmi, od turizma pa tudi do tega, da spravimo hrano neposredno iz njive ali pa iz sadovnjaka ali pa iz oljčnika ali pa vinograda do porabnika, do potrošnika, do tistih, ki jim je hrana v resnici namenjena. In ravno ta koncept, po katerem bomo lahko naše slovenske kvalitetne kmetijske proizvode spravili neposredno do nas potrošnikov, je tisti, ki verjamem, da ga bo znala ona najbolje zagovarjati, ker pozna celotno verigo. Res je, da ta veriga mogoče bila v njenem primeru vezana samo na slovensko Istro, pa vendar je slovenska Istra en lep primer, zelo lep primer razvoja podeželja v sozvočju s kmetijstvom. In jaz verjamem, da se vsi Slovenci radi podamo v slovensko Istro in tam uživamo tudi v dobrotah, kmetijskih dobrotah, ki jih kmetje v slovenski Istri, tudi tisti, s katerimi je Mateja delala in iz katerega okolja prihaja, znajo ponuditi slovenskemu potrošniku. Poleg tega je pa v svoji sicer kratki, a plodni politični karieri, kjer je delovala kot podpredsednica odbora za kmetijstvo, že pokazala dve izjemni kvaliteti. Prva kvaliteta je tista, ki pritiče večini Primorcev in Primork, še posebej Primorkam, da je odprta, pozitivna in zagnana. In druga kvaliteta, ki izhaja iz prve, da je pri enem najtežjih zakonov, to je Zakon o zaščiti živali, odigrala povezovalno in usklajevalno vlogo. In jaz mislim, da ravno zaradi tega, ker je ona v imenu Poslanske skupine Svoboda prevzela usklajevanje med tako zahtevnimi in tako različnimi interesi na področju zaščite živali, se je pokazalo, da je več kot primerna in da bo to znala tudi na ostalih področjih kmetijstva, gospodarstva in prehrane. In zato sem prepričan, da je odlična izbira za novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Hvala.